Ja, moram reči dober večer vsem, da mogoče take treme, kot jo imam danes, že se ne spomnim, kdaj bi jo imela. Prvič, ker me je bilo grozno strah, da ne bo publike. To me je tako zmeraj strah pri vsakem literarnem, saj veste, ker to je vedno neka višja matematika, razen če si Tone Partljič ali pa kot je bil Tone Pavček ali pa še kdo, kjer je bilo res zagotovljeno, vedeli smo vnaprej, da bo vedno dovolj ljudi. Drugače pa je vedno bil ta strah, ampak danes me je bilo še posebej strah. Zdaj pa, ko ste tukaj tako zbrani, mnogi meni zelo ljubi, torej in sodelavci in prijatelji, tudi sodelavci iz gimnazije in srednje kemijske šole Ruše so zelo močno zastopani, tam sem se že poslovila pred več kot dobrim letom in pol. Tu so moji argovci prispeli iz Murske Sobote in Radencev, s katerimi že dolgo delamo oko besede in sem jih res zelo, zelo vesela. Seveda sodelavci iz knjižnice, prijatelji in ste pa en družina seveda tudi in se počutim po eni strani zelo počaščeno, no, da ste vsi tukaj, pa po svoje seveda tudi kar ganjeno, ne. Ja, nocojšnji večer je pravzaprav poseben. To ni ne literarna postaja, ne Odprti horizonti, niti domoznanski pomenki, ampak bi lahko rekli, da je vse v enem, vse skupaj. Ker je slovesen večer, na njem se poklanjamo 50-letnici revije in seveda še posebej dolgoletni urednici Darki Tancer Kajnih. Nocoj bova z Darko poskušali oživiti nekaj preteklega časa, zgodovine revije, ki je skozi desetletja doživljala dobre in slabe čase. Ampak je obstala, ker smo se v knjižnici zavedali, da mora obstati. Ker edina slovenska revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje, književne kritike in s knjigo povezanih medijev seveda mora živeti in ostati. Je revija, ki, kot smo slišali, je tudi Maribor dal veliko priznanje z Glazerjevo listino in moram povedati, da Maribor revijo tudi izdatno finančno podpira. Darka je pri reviji od leta 1980, celih 42 let. Najprej kot tajnica revije, nato sourednica, od leta 90 pa glavna in odgovorna urednica. Če seštejemo vse publikacije, ki jih je uredila, dobimo zelo lepo okroglo številko. Vsega skupaj je bilo 95 številk, rednih številk revije. Ena simpozijska, neoštevilčena in še 4 monografske publikacije. To je točno 100. Darka, to je res častitljivo. O nagradah, ki jih je Darka prejela, ste slišali že v uvodnem pozdravu, zato ne bom ponavljala. Rada bi pa za ta uvod povedala samo še to, da Darka svojega dela nikoli ni opravljala le kot navadno službo, obveznost, ampak ona je svoje delo živela. In danes bova poskušali pač poseči malo nazaj in pogledati, kakšni so časi danes. Revija se ni rodila čez noč. Od prvih pobud na festivalu Kurirček leta 1963 je potem minilo skoraj 10 let, preden je zaživela. Pa še takrat ni šlo zlahka. Glavno vlogo in glavno pobudo pri tem sta odigrala Ignac Kamenik, takratni ravnatelj Mariborske knjižnice, in Darja Kramberger, ki je prišla v knjižnico prav z namenom, da se ukvarja z mladinsko književnostjo, z dejavnostmi za otroke in za mladino. Darka, kakšna je bila ta predzgodovina
revije? Ja, ravno danes sem ponovno brala, če koga to posebej zanima, jaz bom to zdaj v zelo strnjeni obliki seveda povedala, ampak prva urednica Darja Kramberger, ki je seveda tudi mene učila in naučila teh veščin, bila je zelo stroga in zelo sistematična mentorica, za kar sem ji seveda zelo hvaležna. Je to zelo podrobno popisala v 2 revijah, in sicer v rubriki, ki je zelo priljubljena v naši reviji, Pogled na svoje delo. In tam je ona šla vso to predzgodovino revije skozi. In jaz sem danes to ponovno brala, mislila, kaj če me Dragica kaj takega vpraša, ne, pa ne bom točno znala odgovoriti. In ja, kot na izpitu. In ja, ker se ti zdi, da vse veš, pa v bistvu potem, ko bereš ponovno te članke, vidiš, da veliko stvari pozabiš, ne. So pa take mogoče stvari, ki so meni padle zelo v oči zdaj pri tem ponovnem branju, da je pravzaprav, kot si povedala, na prvem festivalu Kurirček, to je bilo leto 1963. Ta festival je bil vsejugoslovanski festival. In na ta festival so torej prihajali iz vseh republik Jugoslavije v Maribor. In na tem festivalu je padla pobuda, da morajo torej na prvem, kot si rekla, ustanoviti prvo jugoslovansko revijo, ki se bo posvečala mladinski književnosti. Ta je bila takrat zelo na obrobju proučevanja najrazličnejših strok. Ni ne literarna veda resno obravnavala, niti druge, ne psihologija, mladinska, ne, skratka, bolj pedagogika, še najbolj pedagogika. So imeli mladinsko književnost bolj nekako kot tisto področje, ki je uporabno za vzgojo. No, in tu so potem padle te prve ideje, izpostavljali so potrebo po ustanovitvi te revije, in sicer bi naj ta revija izhajala v 3 jugoslovanskih jezikih. Torej v slovenščini, srbohrvaščina, tisti, ki ste približno toliko stari kot jaz, ali pa še mogoče tudi malo manj, veste, da smo se v šoli učili kot en jezik srbohrvaščino, torej je tudi zapisano, da bi naj izhajala v srbohrvaščini in v makedonščini. In teksti se naj ne bi prevajali, kar v originalu bi naj torej bili objavljeni, in to je bila ta prva ideja, ki so jo potem iz leta v leto ponavljali. Do realizacije seveda ni prišlo iz različnih razlogov. Zelo odločno se je temu jugoslovanskemu konceptu uprl pisatelj Ivan Petrč, ki je takrat bil urednik na Mladinski knjigi, in je bil zelo proti, ker je rekel, da pač taki jugoslovanski reviji ne bo prišlo dovolj do izraza nacionalne posebnosti. In da pač nacionalne posebnosti so pomembne. Potem pa so tudi na primer različne, Mladinska knjiga je bila nekaj časa v igri, založba bi naj izdajala to revijo, pa mlado pokolenje iz Beograda je bilo pripravljeno to prevzeti, pa nekaj časa seveda pedagoška akademija v Mariboru je bila zelo močno v igri, ne. Ampak nič se ni premaknilo, niti denarja ni bilo zagotovljenega, niti se niso morali natančno dogovoriti glede koncepta, dokler res ni postal podpredsednik festivala Kurirček Ignac Kamenik. To se je zgodilo leta 70, torej po že 8 letih teh usklajevanj. In ker je se takrat snovala moderna knjižnica, mariborska, in predvsem seveda moderna pionirska knjižnica in sodobno zasnovana služba za mlade bralce, ki se je ustanovila istega leta, torej 71, je takratna nova, potem kasnejša, ne, tudi direktorica Darja Kramberger, ki smo se jej tik pred koncem starega leta pravzaprav poslovili od nje. Ona je bila povabljena, da svojim znanjem, bogatim znanjem, izkušnjami, ona je predavala na Pedagoški akademiji v Mariboru metodiko slovenščine, ustanovila je leta 67 na celotnem mariborskem območju tudi bralno značko, Prežihovo bralno značko, in ona je imela vizijo, kako torej
razviti sodobno knjižnico, sodobno, je rekla, šola ne gre, pri šoli ne moreš tako hitro sprememb delati, knjižnici pa lahko greš s hitrejšim tempom, ne, naprej pri različnih sodobnih dognanjih in ona je imela kup prijateljic v Pionirski knjižnici v Ljubljani, to so bile Marjana Kobetova, Martina Šircljeva, Andra Žnidarjeva, ki so to že peljale, ne, v Pionirski knjižnici v Ljubljani. In je torej sprejela, da bo vodja Pionirske knjižnice in so jo imenovali potem tudi za torej urednico. Ignac Kamenik je sprejel ta izziv, da bo knjižnica skupaj s soizdajatelji. Soizdajatelji so pa bili Pedagoška akademija Maribor, Festival Kurirček seveda in Mariborska knjižnica. Oni so bili soizdajatelji in uspeli so pregovoriti takrat izjemno spoštovano, ugledno slovensko založbo Obzorja z izjemno spoštovanim urednikom Košarjem, da je sprejel revijo v svoj program. Torej, oni so pa zagotovili založništvo. In tako je bila revija januarja 1971 ustanovljena. Na Pedagoški akademiji v Mariboru je bil ta sestanek. Darja je bila imenovana za urednico, ampak potem je trajalo polno leto dni, da je ona in uredniški odbor, da so uspeli prepričati ljudi, ki so se občasno ukvarjali z mladinsko književnostjo, da bi napisali prispevke za to prvo številko. 1 leto je trajalo, da so pridobili prispevke za prvo številko. In potem je trajalo, to se danes zdi smešno, ampak jaz sem še to doživljala, ko sem bila urednica tam od leta 1984 naprej, je še to točno tako potekalo. Da je trajalo 8 mesecev potem, ko si ti revijo dal tisk, torej predno je bila natisnjena. Zato, ker je bil to čisto drug postopek. To so vse še ročno stavili v tiskarni. Korekture smo dobivali na takih dolgih in ozkih trakovih, prva korektura, potem druga korektura na listih. In to, ko je popravljal napake, je to stavec ročno stavil, ne. In jaz se spomnim, da je bilo tako luškano, ker si dobil korekturo, pa je na primer sred korekture pisalo, jaz sem zdaj šel na malico, zato ker je tiskar onemu drugemu za sabo, ne, ki ga je, da ga ni, ne, in si moral zelo paziti, da si to zbrisal, ker bi lahko to tudi v reviji ostalo, na primer, če bi pozabil, ne. Čisto drug sistem je bil. Seveda je vse prihajalo z klasično pošto, kakšno elektronsko. Potem smo vse pretipkovali tekste, ne, mislim, rezali, sestavljali, pretipkovali, ne vem kolikokrat tiste napake. Ja, in tako je bila revija, torej prva revija, zato praznujemo 3 leta 50 let. To je krasno. Leto 2021 je bilo 50 let od ustanovitve revije. Leto 2022 je bilo 50 let od prve izdaje revije. Avgusta leta 1972 je išla prva številka revije. In letos praznujemo 50. letnik revije. Revija ima na hrbtni strani, ne, je oštevilčena seveda, tukaj, ne, ima hrbet, bibliografsko kazalo in letos bo komaj 50. letnik. Zakaj? Ker leta 1972 je išla prva številka, 1973 nobena, niso uspeli nič zbrati, v 1974 so uspeli konec leta zbrati, da je potem v 1975 išla, v začetku 1975 in je lahko imela še letnico, torej 74. En letnik je izpadel, zato letos praznujemo 50. letnik. Ne? Zakaj to povem? Ker se zdijo mogoče danes stvari zelo samoumevne, da revija je, da izhaja, da skratka se ne sprašujemo kaj dosti več o teh začetkih, ampak stvari se ne rodijo čez noč. Mogoče je edino pomembno, da se zavedamo tega, še bolj kot tega, da se niso rodile čez noč, da pa zelo hitro lahko kaj ugasne. Ne?
zelo hitro. In da pot, da nekaj je in da se razvija, tako kot se je pač ta lahko razvijala v mariborski knjižnici, ne, je bila dolga, ni bila enostavna, ne, ni bila enostavna in zato je seveda zelo dragocena. In tako kot si ti že dvakrat prej podčrtala, omenila in jaz ti verjamem, da torej je poslanstvo mariborske knjižnice, da to ohrani. Ne? Ohrani, pa ne samo ohrani, ampak tudi razvija naprej. Ne? Ja, res je. No, v začetku je bila revija tudi zbornik, ne? In tudi je v začetku izhajala enkrat letno, šele od 4 leta 77. leta sta potem bili 2 številki, ne? Ja. Tega leta se je pridružila kot soizdajateljica tudi Pionirska knjižnica Ljubljana. Ja, ki je imela zelo močno vlogo in je še danes ima. Ne? To je zelo močen študijski center, Pionirska knjižnica Ljubljana, mi imamo z njo ves čas, ne, izjemno dobre stike, knjižnica in tudi sodelavce imamo zelo dragocene iz te knjižnice. Vsa ta leta, že Darja je imela in tudi jaz prva pot, ki me je Darja, ko me je uvedla, poslala, sem morala iti za 1 mesec v Pionirsko knjižnico Ljubljana, ne. To je bilo prvo, kamor me je poslala, da se naučim nekih sodobnih res pogledov v knjižničarstvo takratnem. Ja, in potem od 2003 naprej, ko je padla Glazerjeva nagrada, ne, so pa 3 številke. Tako da ta nagrada je odigrala pomembno vlogo, ne? Ja, jaz mislim, da absolutno, ne, pa tudi to odločilen moment je bil ta, da smo uspeli prepričati Urad za kulturo oziroma takrat še za družbene dejavnosti z ne ravno lahkim sogovornikom, gospodom Goranom Rajićem, da je potrebno financirati tudi plačo urednika v knjižnici, ne, in od takrat naprej je to zagotovljeno, ne, to so bili pomembni premiki. No, ampak ti si že omenila, da te je Darja poslala najprej v Pionirsko knjižnico, pa mogoče se zdaj dotakniva malo teh tvojih učnih let v knjižnici. Začela si leta 1980 in že takoj bila deležna prvih napotkov in učenja in treninga pravzaprav na eni strani od Darje Kramberger in seveda močno vlogo je tu imela tudi Alenka Glazer. Kakšna so bila ta učna leta z Darjo in Alenko? Ja, jaz sem 1980 diplomirala in si silno želela, ker sem iz učiteljske družine, sem si silno želela pač poučevati in to na moji drugi. Ampak seveda mesta tam ni bilo in potem sem v bistvu na nek način preko Metke Kordiglove in njene mame, ki je bila tudi v knjižnici, izvedela, da pa se pač tukaj iščejo Darja Kramberger pomoč, ne, v službi za mlade bralce, pa mene to ni veselilo, niti malo. Ampak je moj oče pravzaprav zahteval, da grem na ta pogovor in jaz sem šla, pač, ker sem ubogala očeta z namenom, da opravim ta pogovor in da nikoli več v knjižnico ne grem, ne, ker mene pač knjižnica v osnovi, delo v knjižnici, ker si niti nisem predstavljala, ne, dela v knjižnici, pač jaz sem hotela učiti. In potem, ko sem prišla na ta pogovor, razpisa pa ni bilo, to je bil tak informativni pogovor, ko je Darja pač iskala. Je ona mene s tem svojim navdušenjem za mladinsko literaturo, predvsem pa za revijo, ne, ona je meni predstavila, kako bom jaz delala pogovore s pisatelji, pa bralne klube, pa revijo bom pomagala urejati, ne, in mi je to predstavljala, mislim, z izjemnim entuziazmom, z izjemnim navdušenjem in ta njena energija, ne, in to, kar mi je ponujalo, je pa mene takoj prevzelo in sem takoj tisti dan pač povedala, da sem pripravljena
to delati, ne, in potem so seveda razpis dali ven tudi tak, da je meni zelo ustrezal, ne, pa še komu verjetno tudi, no, ampak jaz sem pač potem se zaposlila in Darja je bila moja mentorca in ker vsi tisti, ki ste študirali mojih let ali pa tudi še mlajši verjetno na Filozofski fakulteti v Ljubljani, književnost, veste, da mladinske književnosti ni bilo, niti ene ure ne. Mi nismo nič slišali o mladinski književnosti. Kvečemo je kakšen profesor no se ti si tudi, ne, se veš, ne, kakšen Kmecl ali Zadravec ali kdo je, na primer, ko je obravnaval, ne vem, Svetlano Makarovič ali Kajeta Nakoviča ali Inika Grafenauerja, pač rekel, zelo zanimivo bi pa bilo seveda pogledati tudi njihov mladinski opus, pika. Ne? In tudi, če si ti odprl katerikoli pregled kosov, ne? Kosa smo takrat tudi že v gimnaziji imeli, da smo študirali, nič ni bilo o mladinski književnosti, čisto nič. Ne? In seveda je Darja potem meni nalagala še in še študija. Ona je meni vsak teden dala študijsko literaturo, kaj moram preštudirati, tudi v tujih jezikih. Poslala me je na različne ta izobraževanja, tudi v mednarodno knjižnico v Münchnu, ki je še danes ena najuglednejših mednarodnih knjižnic za področje mladinske književnosti. Tam sem bila 3 mesece. Dobila sem štipendijo za 6 mesecev, ampak ker sem bila že visoko noseča, ampak to se njej sploh ni zdela ovira, ne, in potem meni tudi ne. Sem potem že v bistvu aprila sem se vrnila, junija sem pa rodila, ne, iz Münchna. Tam so me nastanili k enim nunam, da je bilo za mene poskrbljeno, ne, pa čisto blizu torej te knjižnice, ampak tam sem ogromno študirala, ne, res ogromno. In ja, ona je zelo skrbela, pol na primer to posvetovanje, ko se jih bova dotaknila, ne, ona je prvo posvetovanje naredila sama, drugo je že naredila z mano, potem pa sem vsa delala jaz, vse simpozije, ne. Takoj na prvem simpoziju, ko smo ga delali skupaj, ni bilo debate, ti imaš referat. Ja, pa, ne, ni debate. Referat imaš in ga imaš za pripraviti. Ne. To ni bilo, nič se ji nisem smilila. Ne. Saj jaz sem ga tudi na prvem ZBDS-ju morala imeti. Ona je bila zelo stroga. Na uredniške odbore so se vozili v Ljubljano z vlakom, ker službenega avta ali pa kaj ni bilo sanjati, ne. To sva šli z vlakom, vožnja je trajala, tisti, ki ste študirali v Ljubljani, zelo dobro veste, kakšne 3 ure včasih tudi, ali pa še več. Ja, in tam smo mi imeli sestanke uredništva pač v Pionirski. Člani uredništva so bili kot Niko Grafenauer, to so bili, mislim, persone, ne, tudi Dane Zajc je bil tam, Saša Vegre od pisateljev, potem pa seveda Marjana Kobe, ne, prva doktorica mladinske književnosti v Sloveniji. To so bila imena, ki sem jih jaz silno spoštovala, ne. In ko sva šli nazaj, to sva vso pot po vlaku pisali že zapisnik, pa opombe, pa kaj je načrt dela za naslednji teden, da si bil, mislim, vsak čas je ona izkoristila, ki je bil na voljo, in tudi ko sem jaz bila v porodniški, sem morala vso delo, kar se tiče revije, opravljati doma. Mama se bo verjetno spomnila, ne, da si prišla dojenčka, torej prvega čuvat, jaz sem pa revijo delala, ne, s profesorico Glazerjevo, pa to nekaj ur. Vmes sem podojila, pa smo delali naprej. To so bile ženske, ki so bile silno zagnane, zelo delovne, zelo natančne, ne, včasih zoprno natančne, zelo vestne. Morate vedeti, da računalnikov takrat seveda ni bilo. Darja je imela, se boš ti spomnila, tak listkovni katalog, kar naprej listke vlaga, še imam enega zdaj tak, in za vsak pogovor, ne, če smo ide na vlaku, ne vem, da bi se peljali zdaj z nekom, ki, na primer, da bi bila tukaj, sem grozno vesela, da je Janja Vidmar tudi tukaj. Janja, res sem tako počaščena, da si danes tukaj, veliko smo sodelovali s tabo, ampak na primer, če bi bila na vlaku ena taka
pisateljica uveljavljena, kot je Janja Vidmar, gotovo ne bi mogla tam mirno sedeti, ker bi se Darja Kramberger zanesljivo usedla k njej in bi z njo zagotovo sklenila nek dogovor o sodelovanju. In potem, ko bi mi dve prišli domov, bi mi naročila, nastavi listek, Janja Vidmar obljubila to, dne tega in tega, napiši si, kličijo čez 3 tedne. Spomnijo, da je obljubila, ne? Ker ni bilo mobitelov, ni bilo mailov, ne? To je potekalo drugače. In jaz bi rekla, da je ona mene naučila, kot tuhtam Feri Lanšček, ne, takrat reče, da je pisateljevanje način življenja, da to ni, da ti nekaj časa pišeš, pol pa pač nisi pisatelj, pa delaš nekaj drugega, ampak si skozi, ne, v nekih mislih, v nekem filmu. Jaz bi rekla, da je Darja mene naučila, da je to tudi urednikovanje. In to bi, po mojem, tudi moj mož lahko potrdil, pa tudi sin, ki je danes tukaj, da jaz, ne vem, ko gledam Dnevnik, ne, pa slišim nekaj za neko nagrado, ne vem, je dobila ta, ne vem, že grem, že si zapišem, ne, kliči, ne vem, ne, ono Sotlerjevo, ker je dobila v Ameriki neko priznanje, tako jo pokliči, vprašajo, ne, če bi bila pripravljena kaj napisati o tem. Vse, kar preberem, zdaj me zadnje čase že tudi mož, na primer, opozarja, pa oče, pa vsi, ki so brali, ne, ti si brala v Večeru, da je ona, ne, Janja Vidmar ali pa kdo, ne, ja, hvala, ne, takoj si zabeležiš. Torej, nenehno si napreži za zanimivimi ljudmi, dogodki, knjigami, ker če bi ti to delal samo v službenem času, je to, ne gre, ne? Ne gre, ne moreš na ta način delati. To je pravzaprav Ja, poklic, ki te ja, in tega me je Darja naučila. Ona je bila, se ti spomniš tega, ona je rekla, da je še po noči imela baterijo pri posli, pa ko se je spomnila, ko ni mogla zaspati, da je hitro imela listek, pa si je, da moža ni zbudila, da si je pod odejo posvetila in si je zapisala na listek, pa si ga je dala, ker drugi dan bi mogoče pozabila. Se spomniš tega? In polna je bila listkov, takih katalogov, ne, danes to, hvala Bogu, imaš lahko na računalniku fino pospravljeno v različnih mapicah, pa na mobilnih telefonih. Takrat pa je bilo to bistveno težje, ne, in to je bil njen način dela, ne, in jaz sem, hvala Bogu, imela odlično mentorico, pa zelo strogo. Dostikrat mi tudi mislila, ne, da bi lahko bila malo bolj prijazna pa popustljiva, ampak ni, ne. Druga taka šola je bila pa Alenka Glazer, ne, ki je mene imela, jaz mislim, da me je imela zelo rada. Zelo mi je bila naklonjena, ampak tudi ne, to so bile ure in ure in ure in ure skupnega dela, strašno natančna, ne, se veš, in vem, da tako sem oklevala, ampak sem vseeno, ko sem pisala in memoriam za njo takrat, ne, v reviji, sem med drugim napisala, nekateri ste brali, ne, da sem pač enkrat, ko ni bila najavljena, pa sem jo zagledala skozi okno, jaz sem imela pisarno spodaj, pri zadnjem oknu ven skočila na dvorišče in pobegnila iz službe, ker sem si mislila, nekaj sem bila dogovorjena, jaz bom 3 ure zdaj tu, ne, pečena. Ampak z vsem spoštovanjem do nje, ne me narobe razumeti, ne, in potem mi je njen sin tako lepo napisal, je rekel, od vseh in memoriamom, ki sem jih bral, je rekel, ste vi najbolj zadeli mojo mamo, točno taka je bila, ne. Pa ne, saj sem veliko lepega o njej napisala, ampak ta njena, saj to tudi poznaš, ne, obe sta bili zelo zanimivi, zelo delovni, zelo razgledani, načitani, kultivirani, tudi v zelo retorično spretni obe, ne, mislim, odlični govornici obe. Ampak neizprosni, do sebe in do drugih. Neizprosni. Ne, tako da na trenutke tudi neprijetni, ne, ampak sta me pa ogromno naučili obe.
Ne? Res ogromno in jaz jim je danes pač z današnjega zornega kota lahko samo hvaležna, da sem imela tako dobro šolo. Ne? Res obe, in ena in druga, bili sta zelo različni, ne? Zelo različni, ampak ja. Vsaka je dala svoj del tega, kar danes si. Ne? Ja, obe, mislim tudi, se pravim, tudi na področju mladinske književnosti, tudi študijsko, to izobraževanje in to sta oni dve meni ogromno dali in omogočili in zahtevali in prispevali, ampak hkrati pa tudi spodbujali, tudi spodbujali. Ker tudi to, da sem jaz potem šla predavati na pedagoško akademijo, je bila v bistvu Darina, to je bilo Darino maslo, to sploh niso bile moje ambicije. To je bilo njeno, to je vse ona zrežirala in Alenka Glazer. Ne? Ja, ker si bila že do takrat toliko vpeljana v mladinsko književnost, verjetno sta to obe vedeli, zaznali in zato sta te tudi k temu spodbujali. Ja, obe sta to zakuhali, ne? Ja. Tako da, ja, v bistvu sta res, moraš kar imeti v življenju, moraš reči, da je to velika sreča, če naletiš na take učitelje, zagnane, stroge, ki vejo, ki imajo vizijo, ki vejo, kaj hočejo s tabo in s tem projektom, katerega te pletejo. Tako da, ja, to so bila kar, jaz bi rekla, kar težka učna leta. Mislim, jaz sem morala garati v teh letih, veliko se naučiti in to je trajalo 4 leta, sem bila sekretarka uredništva, ampak sem že simpozije delala in vse, tudi literarne pogovore, to ni bilo kaj, to so me takoj vrgli v to, da moram voditi. In potem pa tudi urednica, v bistvu sem bila od 84, narobe sem napisala podatek, do 89, do 1. oktobra 89 sem jaz bila potem skupaj s profesorico Glazerjevo v knjižnici še urednica, sourednica, takrat sva skupaj urejali. Tisto obdobje je bilo tudi kar naporno, pa kar naprej smo imeli zamude pri reviji, ker je bila profesorica Glazerjeva njena šibka točka, to sem se tudi pri njej naučila, naprimer, da tega ne smem delati. Njena šibka točka je pa bila, da je bila, vam tu vidim tu moji sodelavki, tudi vam je še predavala, mislim, da ne več. Ema tebi pa, tudi ne več. Ona je bila pa, v tem smislu je imela šibko točko, da je bila perfekcionist in da ni znala dati stvari iz rok. Njej se je vedno zdelo premalo dobro, pa še to, pa še to, pa še to in potem smo kar naprej zamujali. To se tudi moraš naučiti, da pač revija ni remik delo, mislim, vedno so kakšne napake, vsake številke jih najdeš, ampak da je potrebno na neki točki pač stvari zaključiti in jih dati naprej. To je tudi pomembno, da se tega naučiš. Tu sem pri Glazerjevi pa potem sama videla, čez čas, da pač da ne bo šlo več tako, ker ona je bila takrat že seveda upokojena delno, oziroma se je že upokojila in vse veste, te naše lastnosti se s starostjo rade stopnjujejo, ki jih pač imamo, enih se uspemo znebiti, ene se nam pa kar stopnjujejo, in pri njej je bilo to, saj to je bilo znano, tudi uredniki so jo poznali, potem so, naprimer, najbolj žalostna zgodba se mi zdi ta, da so ji dali zbrano delo njenega očeta za narediti, pa ga nikoli ni pravzaprav dokončala do te mere, kot je želela, zato ker se ji je vedno zdelo, da še to mora, pa še to, pa še to, pa še to. Ja, ampak to je bila potem tudi njena velika bolečina, ne? Ja. Vedno, pol pa ni mogla več, ko je bila že zelo stara in si je učitala, da to ni pravočasno naredila, ampak iz čistega perfekcionizma, vsak podatek preveriti, res pa je,
Res pa je, da sem jaz bila šokirana, ko sta me tega učili podatke preveriti, da tudi doktorji znanosti, ugledni, naprimer, citirajo po spominu in da ko greš preveriti pa dejstva, pa vidiš, da ne držijo. Ne? Da moraš kar popravljati za njimi, pa letnice, pa številke, pa tudi posamezne besede, pa ne. Tako da sta upravičeno, mislim, tudi včasih, ne. Ja, je kar veliko nenatančnosti, tudi v nekih strokovnih, znanstvenih člankih, za katere si prepričan, da so neoporečni, ker jih pač pišejo ljudje z vsemi ustreznimi nazivi, ne. Pa tudi marsikdaj pač moraš še kaj popraviti potem, ne. Zato smo pa potem dali, ko sem jaz prevzela uredništvo, smo dali not in je še not, ne, za vsebino, torej za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji, ne. Jaz že pogledam in grem za njimi, ampak za vse tiste napake, ko se mi pa zmuznejo, pa potem Odgovarja avtor, ja, ne. Mislim, saj naj bi, ne, ampak tega prej ni bilo, ne, tega stavka ni bilo, to sem jaz potem res rekla, ne, to je treba kar not dati, ne, da odgovarjajo avtorji za vsebino. Darka, dajva še nekaj o konceptu revije. Tudi ta je bil zelo premišljeno nastavljen, že takoj v začetku. Dokaz za to je, da pravzaprav do današnjih dni ni bil kaj bistveno spremenjen, oziroma sploh ni bil, mogoče z nekimi manjšimi dodatki, popravki, in dejansko je ta koncept pripomogel, da je revija kmalu dobila tudi eminentne avtorje iz Slovenije in tujine in tudi bralce in postala pravzaprav nepogrešljiva za različne poklicne skupine, ki se ukvarjajo z mladinsko književnostjo. Ja, koncept je bil izjemno dobro narejen, ne, in v bistvu so ga naredili že na festivalu Kurirček. To so bili, kot sem rekla, ljudje, ki so prihajali iz vse Jugoslavije, jaz sem še jih poznala, doktor Slobodan Ž. Markovič z Beograda, doktor Vojan Marjanovič, doktorica, ne vem, iz Banja Luke, iz Sarajeva, iz Novega Sada, Vladimir Milarič, ne, to so še vso to ekipo poznala. In oni so skupaj v bistvu delali ta koncept, ne, in Alenka Glazar ga je potem na tem prvem ustanovnem sestanku baje zelo vztrajala, da mora ta koncept se obdržati. In seveda je bilo zamišljeno tako, da je v prvem delu revija izrazito strokovna, znanstvena celo, ne, da prinaša prvič objavljene članke z področja mladinske književnosti. Ustanovljena je pa bila revija zato, da bi mladinsko književnost uveljavila kot nepogrešljivo področje tudi znanosti, kot stroko, ne, da bi jo mladinsko književnost enako vredno obravnavali, torej znotraj literarne vede, po kriterijih, ki veljajo za literaturo, ne mladinsko, ne. To je bil glavni cilj in seveda zato so bili prispevki ti strokovni, tudi znanstveni, ne, in so še danes mnogi dragocena študijska literatura. Takrat ni bilo knjig z področja mladinske književnosti, študenti so študirali po naših člankih, ne, to so njihovi profesorji pisali članke in marsikatero področje je bilo čisto na novo, ne, pri nas. Tudi kar se tiče mladega bralca, psihologija mladega bralca, ne, tudi to, tudi sociologija mladega bralca, kar so raziskovali, ne, tu potem na fakulteti, to so bila čisto nova področja. In na eni strani je bilo tako, če se spomnite v 70-ih, 80-ih letih, da je bila odlična mladinska književnost, odlična, pisali so jo v veliki meri prva liga slovenskih pisateljev, če se vas samo spomnim, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Dane Zajc, ne, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, to so bila velika imena literature takrat, ki so pisali in nemladinsko in mladinsko. Ne.
In je bila seveda prva naloga, da se torej resno lotimo študij z področja mladinske književnosti in da uveljavimo mladinsko književnost kot enakovredno, da se jo mora sistematično obravnavati in vključevati v literarno vedo. Da če ti obravnavaš, ne vem, Kajeta Nakoviča, da ne moreš obravnavati samo njegovih pesmi za odrasle, ampak da moraš pogledati tudi njegovo literaturo za otroke. Kajti šele to skupaj da opus tega avtorja, ne. To je bila ena stvar. In v prvem delu je bila ta revija zasnovana tako. V drugem delu pa je bila bolj poljudna. Je pa prinašala ocene, ki smo jih pa tudi s kritiko razvijali, ne. Kritika v začetku je bila bolj, kako bi rekla, bolj tak impresijska, ne. Kaj je kdo čutil, kaj je kdo, kako se mu je kaj zdelo, potem pa je ta kritika postala kar resna kritika, zelo esejistična, resna esejistična kritika z seveda poznavanjem tudi literarno-vednih terminov, ne. Torej kritiko smo gojili, potem smo poročali o festivalih, o nagradah, ki so se bile drugod po svetu. Ja, zelo, zelo priljubljena rubrika, ena najbolj priljubljenih rubrik, najbolj branih, najpogosteje citiranih je pa bila seveda Pogled na svoje delo, ki smo jo pa številko 20 komaj uvedli. Bistveno prej, kot jo ima mednarodna revija Bookbird. Jaz bi rekla, da so oni po nas povzeli, ampak najbrž niso. Ampak mi smo jo imeli prej. Ta rubrika je silno brana in sicer v tej rubriki pisatelji, pesniki, pisatelji, uredniki, prevajalci, ilustratorji govorijo o lastnem delu. Tako, kot ga pač oni vidijo. In ko smo imeli 100. številko revije, smo se potem na uredniškem odboru odločili, da bi 100. številko ponatisnili v bistvu nekaj najbolj odmevnih teh pogledov na svoje delo. In to številko nam je bralna značka odkupila v 500 izvodih, nimamo več sploh ne te številke, to je vse pošlo, ker je bilo tako brano, torej, ko se pisatelji, pesniki, ilustratorji sami predstavljajo, sami razmišljajo o sebi, o svojem delu, o mladinski literaturi in to je vedno, mislim, res bilo zelo, zelo brano in tudi zelo citirano. Ko gledaš tudi resne študije, tudi doktorji znanosti, literarni teoretiki, ki obravnavajo opus, ne vem, nekega avtorja, tudi to vedno pogledajo, te poglede na njihovo, lastne poglede na njihovo delo, ne. Tako da to je ostalo, ne, potem pa so rubrike seveda še odmevi na dogodke, pa ocene, pa poročila, pa imamo IBI novice, to je redna rubrika, ne, Mednarodno združenje za mladinsko književnost in slovenska sekcija IBI je zelo aktivna pri promoviranju slovenske mladinske književnosti v svetu. Zdaj smo imeli kar 2 leti, vsaki 2 leti se podeljuje najvišja mednarodna nagrada na svetu, to je Andersenova medalja. Pravijo ji tudi mala Nobelova nagrada, pa ne vem, zakaj mala. Ni nobene potrebe, da rečejo mala Nobelova nagrada, ne. Ja, pa brez veze je ta mala, ne. Torej, Andersenova medalja in 2-krat smo zdaj imeli med 6 finalisti, torej Slovenca. To se je zdaj prvič zgodilo, bila je pa že ilustratorka Marija Lucija Stupica. Ona je pa že bila med finalisti, ne. Pisatelj je pa bil zdaj prvič in to je seveda bil Peter Svetina, ki je tudi edini, mislim, da ki je 3-krat dobil, ali 4-krat več. Janja, ti si dobila 2-krat ali 3-krat? 2-krat, no Peter pa pol 3-krat, ne, vidva sta edina, ki sta tako dobila, ja, tudi najvišjo, več kot enkrat tudi Večernico, ja. Tako da,
Ja, ta rubrika, potem imamo občasno seveda tudi rubriko Polemika, ne, ki je včasih zgodilo se je že, da je zelo bila odmevna in polemična, da so tudi zaradi nje kakšne izstopi se zgodili iz kakšnih uredništev in društev in žirij, ampak pač vse se potem uredi, ne, čez čas. Ja, polemično, potem imamo jubileje, potem imamo še ja, pa literarne delavnice, ki so kot neke vrste zgledi, odlični zgledi tudi za pedagoško delo, ne, kako določeno literaturo posredovati mladim bralcem. Ampak v osnovi ostaja koncept, bi lahko rekli, ne več ali manj isti. Ja. Močno pozornost posvečamo tudi ilustracijam. Ne. Zdaj, jaz sem tajnika revije Roberta prosila, da bi nastavil nekaj številk, zato ker je revija dobila pred leti nagrado za strokovno revijo z najlepšimi naslovnicami. To se super sliši, ampak v bistvu sploh ni nič posebnega, zato ker mi imamo na naslovnicah nagrajene ilustracije. Ne? Se pravi, tiste ilustracije, ki dobijo na Bienalu slovenske ilustracije ali ki dobijo nagrado za izvirno slovensko slikanico. Ne? To mi promoviramo in imamo na naslovnicah in seveda imamo najlepše, ne? Kakšne pa naj bodo, če so nagrajene, najlepše in no, ampak tako, ko jih daš na kup, so res zelo lepe, ne? Zelo lepe so te naslovnice in tudi znotraj revije, ne, vedno posvečamo pozornost tudi ilustracijam, likovnemu področju in so tudi zmeraj barvne priloge, ne. Tako da so po najmanj 4 strani so likovnih prilog. Zdaj, ko ti že pišem poročilo, ne, ker moram vsako leto poročilo letno napisati. Na primer je v letošnjem letu sodelovalo več kot 60 avtorjev pri letniku 22, to je nekje povprečje, oziroma je kar dobro povprečje, včasih je manj, več ni bilo še, ne. In 12 ilustratorjev, ne, s svojimi tudi likovnimi prilogami, tudi teksti o torej ilustraciji, imamo zelo močne tekste, tako da nas ilustratorji tudi zelo se odzivajo na našo revijo, prihajajo na naše dogodke, ne, želijo se priti na oko besede, ilustratorji so že nekajkrat izrazili željo, kako je to super, da imajo pisatelji svoje srečanje in če bi še ilustratorje vzeli pod streho. Začeli so zdaj na ta način, da nam donirajo kakšno ilustracijo, pa so ambasadorji, ne, zato da pridejo. Pa bi res si prav želijo, več ilustratorjev mi je rekla, da si bi zelo želelo biti tudi na tem srečanju, na tem festivalu, ki je tudi seveda nekaj posebnega, ne. Bova malo kasneje o tem mogoče, pa dajva zdaj najprej o tej širši simpozijski dejavnosti. Neka močna aktivnost revije je tudi organizacija simpozijev, okroglih miz, srečanj strokovnih. 30 jih je bilo, okoli 30, kakšnih 10 velikih. Naših je bilo, naših 39, naših. Celo 39, samo to, kar smo mi, izključno tako, da smo vsebinsko mi pripravljali, potem pa jih je bilo še veliko v soorganizaciji z drugimi. V soorganizaciji, pa kakih manjših tudi, ne. No in namen teh simpozijev, organizacije simpozijev je ravno v tem, da revija opozori tudi še na mogoče kakšne večje probleme, ki se pojavijo ali pa izpopolni kakšne vrzeli. Lahko mogoče jih nekaj naštejeva. Ja, zelo, 10 jih je, pravzaprav 11 sem potem gledala, ne, jih je bilo velikih, ja. In vsi so bili razen zadnjega v Mariboru, ne, kar je tudi dragoceno. Naprimer, ali so knjige lahko bolne? To je bilo pa Na očesu besede. Ja, etika v mladinski književnosti, to je tudi humor v mladinski književnosti, slikanica, tabuji mladinski književnosti, kritika vrednotenja mladinske književnosti, tragično in komično in še
Ja, simpoziji Kar dosti so tega. bili tudi zelo veliki, tudi dvodnevni, mednarodni, taki res odmevni, potem so bile tudi številke posebej, z njimi smo obeleževali tudi jubileje, kot naprimer 20, 30, 40 let izhajanja revije, 50 let knjižnice, tudi potem v času EPK-ja je bil zelo velik simpozij, mednarodni, ki smo ga kot več dogodkov, Klemen je še tukaj, ki je bil takrat glavni, smo ta simpozij povezali z mnogimi dogodki znotraj Mariborske knjižnice in je bil krasen simpozij, Seveda te simpozije smo zasnovali na ta način, da bi odprli še neka nova področja, še neraziskana ali pa kjer ni bilo dovolj študijske literature, ali pa da so bile neke take zelo aktualne teme, na katere je bilo treba pač v tistem času odreagirati. Neke bele lise tudi, to je bila to, kar smo rekli, uveljaviti mladinsko področje kot res področje enakovrednega raziskovanja, proučevanja znotraj literarne vede, čeprav je bila naša specifika tudi pri očesu besede, pri vseh simpozijih, mislim, da je bilo to tisto, kar je bilo ljudem zelo všeč, da so zmeraj bili interdisciplinarni. Nikoli nismo bili zaprti samo da bi rekli v stroko ali knjižničarstva ali literarne vede, zmeraj so bili interdisciplinarni. Naši sogovorniki so bili z različnih področij, od psihologov do sociologov, antropologov, potem seveda tudi ilustratorji, uredniki, odpirali smo pisatelji, pisatelji so bili na vseh simpozijih, so imeli tudi svoje referate, tudi na teh naših velikih. Ali pa kot poslušalci tudi, Vedno je bil vsaj kakšen, poslušalci tako ali tako, ampak vsaj kakšen, ko sem gledala, ko sem ti popisovala, kdo vse se je udeleževal teh simpozijev, mogoče, če samo enega pogledam, prvega, pri katerem sem sodelovala, nekateri boste vsa ta imena še poznali, naprimer o prevodni mladinski literaturi. Kdo je sodeloval vse? Drago Bajt, sodelavec uredništva literarnih oddaj na Radiu Ljubljana, esejist in prevajalec. Aleš Berger, urednik pri založbi Mladinska knjiga, esejist in prevajalec. France Forstnerič, novinar Dela, pesnik, pripovednik, publicist. Alenka Glazer, višja predavateljica na Pedagoški akademiji v Mariboru, literarna zgodovinarka, pesnica, publicistka. Janez Gradišnik, prevajalec, pripovednik, publicist. Niko Grafenauer, urednik pri založbi Mladinska knjiga, pesnik, esejist, prevajalec. Miran Hladnik, asistent, še takrat prosim, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Potem Marjana Kobe, prva doktorica mladinske književnosti v Sloveniji. Darja Kramberger, Ivan Minati, urednik pri založbi Mladinska knjiga, torej Simi Galeb takrat, in Kondor, pripovednik, prevajalec. Potem, naprimer, da ne bom vseh, Majda Stanovnik, strokovna svetnica v Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede na SAZU, prevajalka, publicistka. Marinka Svetina, urednica literarnih oddaj za otroke na Radiu Ljubljana. Potem Draga Tarman, urednica strokovnih knjig za otroke pri Mladinski knjigi. Saša Vegri, knjižničarka v Pionirski knjižnici Ljubljana, torej Otona Župančiča, in pesnica. To sem samo, naprimer, enega od teh, da vidite, kakšna imena so to bila, res imena z različnih področij, uveljavljena, spoštovana, in na to smo bili zelo ponosni. In tudi prva leta, ti simpoziji so bili tudi še zelo jugoslovansko obarvani, ljudje so prihajali iz Banja Luke, iz Skopja, iz Beograda, iz Novega Sada, to smo imeli zelo močne veziše. Mene so tudi poslali takoj, prva leta, na festival v Novi Sad, Zmajeve dječje igre, sem bila takoj tam,
tam sem se srečala z Astrid Lindgren, prosim, sem morala intervju z njo tam delati, ne, ki je edina tuja avtorica je bila takrat, ki je dobila Zmajevo nagrado, našo jugoslovansko. Potem so me poslali na festival Dieteta v Šibenik, ki je bil tudi zelo znan festival, potem redno na Interliber v Zagreb, kjer je bil velik sejem knjig z simpoziji, ne. Na Dunaj sem šla večkrat na Inštitut za mladinsko književnost, ne, in morala predstavljati revijo tam, v Münchnu sem že rekla tudi, ne, v Berlinu sem bila, prosim, tudi na inštitutu, ko so mladinsko književnost, ko je bil simpozij, sem tudi morala predstavljati revijo, pa na Nizozemsko, pa so me poslali v Basel na kongres, svetovni kongres IBI, ne, to, mislim, tak svetovljanski smo bili, ne, v slovenskem prostoru, je bila ta močna, mislim, povezanost, jaz se sploh nisem čutila samo kot Mariborčanka. Ja, ti si me sicer vedno opozarjala, Mariborska knjižnica si. Ne, če nisem dovolj jasno, kdaj kje povedala, ne, sem bila kregana drugi dan. Ja, pa ni to prav? A ni to prav? Seveda, saj sem se potem naučila, ampak jaz pa sem njej rekla, glej, urednik Cicibana tudi nikoli ne reče najprej, da je mladinska knjiga, ampak reče, da je urednik Cicibana, ne, Ciciban je vseslovenska revija, najprej je Ciciban, pol je mladinska knjiga, ne, in pol smo sklenili kompromis, torej najprej je revija Otrok in knjiga, potem pa dodamo Mariborska knjižnica, ne, ker Dragica je pa hotela, da bi bilo najprej Mariborska knjižnica, Vejca, revija Otrok in knjiga, ne, tu sva se kregali, ne, ampak... Malo sva se že morali. Ja, ampak sva v redu, ne, v redu smo potem speljali, res je bila slovenska, mislim, revija je bila vseslovenska in na ta način so jo tudi doživljali, ne, na ta način so jo sprejemali in jaz moram reči, da kogarkoli sem zaprosila, zdaj na primer na zadnjem knjižnem sejmu je bilo, pogovore smo tam zmeraj imeli z nagrajenci, ne. To sem tudi te hotela vprašati, debatne kavarne na... Ja, teh je bilo tudi ogromno na knjižnem sejmu. In pa pogovori z nagrajenci, ja. Vsako leto, dvakrat letno pogovori z vsemi nagrajenci sem vodila jaz, ne. In na zadnjem tem 25. novembra je bilo 11 kandidatov za pogovor, torej po nagradah. Pa mi je rekla predsednica slovenske sekcije IBI, ne sekiraj se, saj ne bodo vsi, ne, saj veš, da ne bodo vsi prišli, ne, saj jih ne bo 11. Ne. Ja, jaz sem se pol vseeno za vseh 11, seveda se moraš pripraviti, ne, ja, vseh 11 je bilo tam, vseh 11, med njimi tudi doktor, na primer, ne, doktor, pa seveda tudi odličen pesnik, torej Boris A. Novak, ki ne gre kamorkoli, ne, ampak on je bil tudi tam, tudi na Oko besede je prišel, ne. Mislim, ilustratorji, prevajalci, ne vem, jaz sem čutila z njihove strani tudi neko spoštovanje, ne. Na ta način, da so oni čutili, tudi ko mi njih promoviramo, to se mi je zdelo od njih zelo lepo, res zmeraj, ne, da tudi oni čutijo, da so na nek način, da vračajo s tem, da kadar so pa te promocije, da pa tudi oni pridejo, ne. To so zastonj prihajali, nikoli ni dobil nihče nič plačano, ne. Tudi Janja si se vozila z nami v Ljubljano v večerih, ne, pa tam nastopala zastonj, pa po noči domov, pa to je bilo vse gratis, to ni bilo nobenih honorarjev, ampak nikoli niste rekli, ne, koliko bo pa plačano, ne, jaz pa to ne grem, ne. Mi smo jih promovirali, oni so se pa odzivali. In to je bilo eno tako dragoceno, lepo sodelovanje, tudi z društvi različnimi, ne, Društvo Bralna značka Slovenije, ne, potem to društvo, slovenska sekcija IBI, Pionirska Ljubljana, potem Bralno društvo Slovenije, ne, da ne govorim festival Oko besede, ne, leta in leta tesne vezi. To so bile take izjemno dragocene povezave, ko se mi zdi, da smo skupnimi močmi
kar dosti naredili, ne, v zadnjem času. Mislim, v zadnjem času, v teh pač 40 letih, ne, mislim, ja. No, pa daj, kaj več povej o tem lepem sodelovanju z Očesom besede. Od leta 96 sta revija in Oko besede zelo močno povezana. Zelo, ja. Imata zelo lepe zgodbe in lepe dosežke, tudi z nagrado Večernica in še z marsičim. Ja, leta 95, Franci, ne, ste vi imeli prvo Oko besede in je bilo namenjeno nemladinski književnosti, ne? Še ne, ja, takrat je bilo prvo, je bilo nemladinski 95. Potem so pa oni prišli na idejo, da bi bilo mladinski in so mene poklicali v Mariboru in smo imeli v gledališki kavarni prvi sestanek, Norma, ki je bila potem seveda tradicionalna voditeljica teh nagrad, Večernica, ne, in je pojem, torej za te slavnostne podelitve, je bila takrat še rosno mlada, mislim, da si bila še študentka Norma, ne, ali pa na koncu fakultete, nekje tako, ne. In bila je Norma in bil je Franci Just, ne, odličen poznavalec prekmurske književnosti sicer in publicist. In bil je seveda Feri Lainšček. Podjetje se je pa imenovalo Podjetje za promocijo kulture Franc. En Franc je bil Feri Lainšček, drugi Franc, Franci Just. In oni so prišli mene vabiti, da bi sodelovala revija pri tem festivalu, takrat se je reklo še srečanje, ne, srečanje slovenskih mladinskih pisateljev. Jaz kakšnih strašnih upov, da bi to tako dolgo živelo, niti približno nisem seveda takrat imela, ne. Mislim, dobro, pač nek projekt, ki ga speljemo leta 96, ne, pa mogoče še 97, ne, niti sanjalo se mi ni, da bo to res tako lepo se prijelo in tako dolgo živelo. In smo tako skupaj začeli peljati to zgodbo, že takoj smo ustanovili nagrado, ker smo rekli, da to nujno potrebujemo in srečo smo imeli, da je pristopil Večer, da je imel posluh za to, takoj. Takrat je bil še direktor Večera, je bil Petra, ti si tu tukaj, pomagaj mi, Petra, je še tukaj vidali? Ja, veš, da si, Milan Predan. Milan Predan, ki je takoj začutil, da je to dodana vrednost. Da je to Večerova, to sedanji uredniki ne čutijo več, mislim, ne uredniki, lastniki. Ne, ker mi je pred 2 letoma lastnik rekel, da malo samo zgubo z nami, ne, da pač to ni rentabilno in smo potem takrat rekla, ker je tak mlad fant, da bi lahko bil moj sin, pa sem mu upala reči, pa sem rekla, veste kaj, to nikoli ni bil profit od tega, nikoli. Milanu Predanu je bilo kristalno jasno, da tu ne gre za profit, da gre kvečemo za dodano vrednost neko, ne, Večeru. In res se urednici obe in Petra Vidali in Melita Forstnerič obe krasno ves čas spremljali te dogodke in Večernico. To je bilo super, da je bil Večer, zato ker se je potem delalo intervjuje, imenitne intervjuje s temi nominiranci za Večernico, s tem se je zgodila promocija mladinske literature in tudi te nagrade, opozarjalo se je na mladinsko književnost, ne, na pomen mladinske književnosti, na pomen estetskih kriterijev pri vrednotenju mladinske književnosti. Potem čez čas je nastala celo posebna izdaja, priloga, krasna priloga, ki jo vsako leto Večer naredi v času festivala. Revija pa še zmeraj ponatiskuje te intervjuje, ker smo že nekajkrat rekli, pa ne bomo ponatiskovali sejo Večeru, ampak nam naši bralci, ki so pa razpršeni po vsej Sloveniji, vedno pravijo, kak so ti intervjuji super in kak jih radi berejo. Mi pa potem vedno napišemo, da je to iz Večera, ne, seveda ponatis iz Večerove priloge. In tu se mi zdi, da je bilo eno tako srečno naključje, da smo se našli, torej Oko besede. Feri je bil dovolj močno pisateljsko ime, ne, da je tudi pritegnil svoje pisateljske kolege. Franci je bil odličen organizator, ne, res odličen, to je
vse potekalo, ne, potekalo mogoče tudi na poseben način, to danes vsi pravijo, potekalo je, 3-dnevni festival je bil, tako da si imel občutek, da ni nič organizirano, zelo grozno, pa vse je teklo kot po žnurci. Ne? To je Franci znal, da ni težil z organizacijo, pa vse je bilo, vse je krasno teklo, ne? In vsi so se dobro počutili v tem Prekmurju, pisatelji so zelo radi prihajali. Ne? Zdaj, sestavljeno je bilo pa seveda tako, da je bilo strokovno srečanje, strokovni dogodek z našim simpozijem, tako je nastalo 27 simpozdijev že, vsako leto simpozij, ki ga revija Otrok in knjiga pripravlja in potem tudi objavlja gradivo, kar je tudi pomembno, ne? Da to ni šlo kar, ne? Ker tudi avtorji potem, ko ste vedeli, da bo objavljeno, je neki drug občutek odgovornosti tudi, ne? So potem te tekste kar odgovorno oddajali, pa tudi potrudili so se s temi teksti in ti teksti so dragoceno gradivo, ne? Jaz mislim, da marsikateremu raziskovalcu lahko, ne? To je bilo in potem seveda ta večernica je prva slovenska in še do zdaj edina nagrada vseslovenska za izvirno mladinsko književnost preteklega leta. So druge nagrade, desetnica, ampak to je samo, podeljujejo članom Društva slovenskih pisateljev. Če nisi član društva, ne moreš dobiti. Naprimer, Desa Muck ne bi mogla dobiti takrat, ko je dobila, ne? Ni bila še članica društva. Igor Karlovšek za gimnazijca tega svojega slavnega tudi ne bi mogel dobiti, pa še marsikdo, tudi kdo še ni, mislim, marsikdo ni član društva, ne? Torej, naša pokriva vse, desetnica pokriva, mislim, da Janja 3-letno produkcijo, ne? Naša samo 1-letno, zelo skrbno pregledamo 1-letno produkcijo, ne? Zadnje leto. Izvirna slovenska slikanica je pravzaprav nastala na našo pobudo, na Očesa besede, ne? Ker smo rekli, da ne moremo meriti z enakimi vatli slikanice, kjer je ilustracija silno pomembna, ne? In je potem se rodila nova nagrada za izvirno slovensko slikanico, ne? Potem se je rodila nagrada zdaj že za prevode posebna, ne? Vasje Cerarja. Pa Zlate hruške, ne? Potem so se kar rojevale nagrade za nami, ampak mi smo dejansko, ne, bili prva taka nadzaložniška nagrada in se je prijela in Večer jo res lepo promovira, predvsem po zaslugi, se pravim, obeh urednic, ki sta vedno tudi ali ena ali druga članica žirije, ne? Ali Petra Vidali ali Melita Forstnerič-Hajnšek. In je nagrada se dobro prijela, bi jaz rekla, ne? Upajmo samo, da bo obstala. Ne? Ja, upajmo. Ja. Pa Večer skupaj z njo. Vsi si želimo, da naš časopis seveda ostane. Tudi kar se tiče kulturne, jaz bi rekla kulturne rubrike, čeprav je vedno tanjše, je kultura v našem Večeru na visokem nivoju, to mi povejo tudi drugi iz Ljubljane, pa od drugod po Sloveniji, da radi preberejo Večerove kulturne strani, da so res vredne branja, ne? In bi bilo res izjemna škoda, ne? Če bi pač to izgubili. Ja, ti simpoziji so res bili krasni tudi na Očesu besede. No in potem je bilo pa še tretji dan Očesa besede, drugi dan je še to, da grejo avtorji po šolah. To so veliko nastopov, jaz zdaj številke, ne vem, Franci, si ti spomniš mogoče letošnjih številk, to so izjemne številke, na koliko šol grejo, na tisoče gre, ne? Torej po Prekmurju grejo pisatelji iz Murske Sobote potem na osnovne šole, pa ne samo osnovne, tudi srednje šole, po različnih občinah, ne samo murskosoboških, tiste seveda, ki prispevajo tudi kaj, ne, k Očesu besede, ampak jih se najdejo zdaj, vedno več jih je. Potem imamo matineje tudi po različnih krajih po Prekmurju.
In potem so dogodki zdaj že tudi vpeti v mesto, večerni literarni dogodki, predstavljamo avtorje, torej za javnost so ti dogodki odprti in zelo dragocene to, kar pisatelji in pač različni strokovnjaki, ki se udeležujejo tega srečanja, zelo pohvalijo, so pa tudi ekskurzije. To so skrbno pripravljene, izbrane ekskurzije v najrazličnejše kraje, tudi v zamejstvo smo bili, v Porabje, ki jih je običajno pripravljal ravno Franci Just, tako da smo ogromno novega izvedeli, ne samo, seveda so bile predvsem literarno obarvane, ampak seveda tudi zgodovinsko, pa veliko različnih drugih kulturnih znamenitosti smo spoznali. Tako da so zelo dragocene bile in zanimivo je, da ne boste verjeli, ampak marsikateri pisatelj je pravzaprav na oko besede prvič v življenju prišel v Prekmurje, v te kraje. Porabje, tam Goričko gor, so prvič bili tam, tudi če so bili stari, ne bom rekla koliko, kar veliko, naprimer. No, pa se verjetno tudi, če se mi zdaj bi vprašali, kdo je že bil v vseh teh krajih, nas verjetno ni bilo ravno veliko. Tako da se je Prekmurje in Pomurje, pravzaprav Pomurje, ne samo Prekmurje, Pomurje je bilo veliko teh ekskurzij vsako leto, ampak to so bile strokovne ekskurzije, strokovne ekskurzije, literarno, kulturno obarvane, zelo dragocene. Ja, že prej sva omenili teh častitljivih tvojih čez 400 pogovorov z avtorji različnimi, v različnih okoljih, ogromno jih je bilo v Mariborski knjižnici, pa seveda tudi na gimnaziji, po celi Sloveniji, pa vse to, kar si zdaj že omenjala v povezavi s partnerji revije Otrok in knjiga. Ti si pravzaprav postala prepoznaven obraz, moderatorka literarnih in drugih pogovorov. Se spomniš mogoče, koga bi omenila, koga izpostavila, koga, ki ti je posebej veliko pomenil med temi avtorji? Danes je marsikdo že pokojen, veliko je teh avtorjev eminentnih, ki smo jih tudi v Mariborski knjižnici gostili, pa jih danes ni več, četverico pesnikov, štirih, vse in še marsikoga. Ja, bi kar težko koga zdaj tako čist posebej izpostavljati. Ti pogovori so meni bili izjemno dragoceni, izjemno, ker je vsak od njih svet zase. In ko vstopaš v te literarne svetove, so to zelo različni literarni svetovi in zelo različna srečanja in vsako te po svoje obogati. In tudi se mi zdi, moja izkušnja je bila, da jaz sem se pač skušala čim bolje pripraviti na ta način, da sem pač res ogromno prebrala in same literature in tudi kakšne sekundarne literature in da so to pisatelji znali ceniti. Da so prihajali nasproti potem v teh pogovorih. Res pa je, kot sem že zapisala v enem intervjuju, letos, da mi je mogoče tudi moj mož, ki je redno, v začetku ne, ampak pol je pa kar, ko sta bila otroka večja, pa redno prihajal na te večere, zelo, bom rekla, kritično in brez milosti tudi povedal, da seveda na tem literarnem večeru na teh literarnih večerih nisem glavna jaz. In da mi naj bo jasno, da če še ne vem, koliko vem o teh avtorjih, to ni bistveno na tem večeru najbolj, ker je rekel, če ne si napiši, da imaš predavanje o tem avtorju, je rekel, najbolj važno je, da ti vzpostaviš stik z njim, da mu omogočiš
da se pokaže v svoji pisateljski luči in človeški, če želi, ne, da skratka omogočaš, da reflektorji sijajo nanj, ne, in da se pokaže v najboljši možni luči. In seveda, da se to lahko zgodi, se mora zgoditi tudi neka kemija med tabo in med gostom, ne. Najprej se zgodi ta kemija z literaturo, ko jo bereš, ker ti zleze pod kožo, ker si ves v tistem svetu tega pisatelja, potem pa, ne, če je sreča, in sreča je bila velikokrat, tudi z avtorjem, ne. Začutiš neko bližino, neko spoštovanje, padeš not v to njegovo literaturo ali pa njeno, v ta njen ali njegov svet. In to se mi zdi silno dragoceno. In potem še nekaj časa s tem živiš, ne? Še ko je konc literarnega večera, še kar živiš s to literaturo in s tem svetom, dokler ne vstopiš spet v drugega, ne? In tukaj, ko sem morala pisati poročila, ne, Dragica je bila tudi moja torej vodja, ne, tista, ki se ji morajo pač mesečno poročila oddajati po urah. Sem bila vedno v dilemi, ne, pri literarnem pogovoru si lahko pisal, ne vem, 20 ur, na primer, na mesec, ne. Jaz 20 ur niti knjige nisem prebrala, ne, največkrat, kakih 20 ur, ne. To so bile ure in ure in ure in ure branja, na primer, ne. Potem pa brskanja za drugimi podatki, pa sestavljanja tega, ker potem si se edino počutil suverenega, če si veliko vedel in če ti je uspelo na neke odgovore, ki jih je dajal gost, z nekim vprašanjem, ki se je navezovalo na ta odgovor, ne da imaš ti 10 vprašanj, pa ne glede na to, kaj on odgovori, ti vprašaš, ne, ker to je pač ni šola, ne, mislim, niso to vprašanja za oceno, ne, to skušaš narediti nek večer, ne. Ja, Saj ni vedno uspelo, moraš toliko ne. slediti in se prilagajati, ne, ne po svojem konceptu delati. In to seveda zahteva veliko priprav, ne, res veliko priprav. Se je pa z leti nabralo teh priprav ogromno, tako da na primer zdaj, ko se pripravljam na Ferija Lainščka, ne, ki bo, prosim vas, že zdaj obveščam, EPP vmes, 9. februarja v Mariboru, bo druga predstavitev v Sloveniji komaj, ne, prva bo v Ljubljani, jasno, ne, druga pa v Mariboru, in sicer nadaljevanje Kurjega pastirja. Kurji pastir je bil razprodan, najbolj prodajana knjiga Beletrinina, menda za ne vem koliko časa, ne. Ne vem koliko ponatisov. Ne vem koliko ponatisov in zdaj je, mislim, ne vem, Franci, ti boš vedel, a je že izšla, ker so rekli okrog 15. A konec januarja bo komaj? Ja, no, rekli so okrog 15. Tako da bo pri nas, prosim, čisto na sveže in bo tukaj v Sodnem stolpu 9. februarja ob 6. pogovor s Ferijem o tem nadaljevanju. Naslov je Petelinje jajce. Veste, da je trilogija predvidena, ne? In bo pogovor z njim. Zdaj mi ni več, ne, to več ni tako težko, ker Ferija imam kar naštudiranega, ne, prebranega predvsem, vse te romane poznam njegove, ne, tudi Petelini zajtrk seveda tudi, ampak Kurjega pastirja smo tudi imeli pogovor mi, ne, in imam zapiske shranjene in grem skozi in v knjigi imam označeno, ampak če pa nekdo to dela iz nule, ne, je pa enega Ferija Lainščka, ne mar samo zadnji roman pogledati, pa si misli, da kaj veš o njem, ne. Mislim, je pa to bistvena razlika, ne. Tako da, ampak to so stvari, ne, zdaj, ko pravim, ko nisem mogla urti napisati, ne, ker preprosto ne moreš toliko ur napisati, kot si jih vložil. Če tega dela ne bi imel rad, če tebe osebno to delo ne bi bogatilo, ne bi tega dela nikoli počel, ker gre preveč časa za to, pa v bistvu imaš enkrat, ne, ali pa dvakrat ali pa trikrat
ne, tudi finančno, jaz nisem od tega, mislim, to je bilo moj delokrog, ne, pač literarni pogovori so spadali zraven k temu, kar jaz delam, delala sem za plačo, ne, ampak to grejo ure in ure in ure in ure, ne. Zato pa sem prej rekla, da si ti tako noter v tem, da to živiš, to ni več samo rutinsko ali pa vsakodnevno opravljanje dela, ampak si ves v tem, ne, in razmišljaš vedno in vedno premlevaš in iščeš nove in nove informacije, ki ti dajo potem spet neko Ja, ampak imaš pa tudi idejo za neko naprej, notranje ja. bogatstvo, nekaj te Tako. notranje bogati, neko notranjo trdnost ti daje ti nek občutek zadovoljstva, ki ga pa tudi noben denar ne more, ne? Mislim, na ta način dati, ne? To pa je seveda nagrada, ki jo dobiš za to delo, ne? In bi rekla, da je vredno, ne? Meni se je že zdelo vredno, ne? Ja. No, počasi bova zaokrožili. Ja, revija je tudi izdala 4 monografske publikacije. To je bilo še v malo boljših časih. Mogoče pridejo spet ti boljši časi, pa se bo to spet lahko prakticiralo. Pa mogoče predstavi na kratko te publikacije. Ja, moja želja je bila, ne, leta 2000, katerega leta je ta prva išla, 2004, ne, takrat so bili kar zlati časi. Takrat nam je javna agencija za knjigo, smo imeli kar dobro dotacijo denarja, za simpozije smo dobili, kadarkoli smo prijavili simpozij, smo dobili denar za simpozij, ne, so nam že zaupali, smo bili že neka blagovna znamka. In takrat smo si omislili, smo rekli, joj, mi pa ne bi samo revije, ampak bi tudi monografske publikacije, ne, naših zvestih sodelavcev, teh, ki so veliko napisali v naši reviji, člankov objavili, bi pa mi te članke zbrali in jih izdali v monografskih publikacijah. In kot prvo smo izdali doktorici Marjani Kobetovi njeno doktorsko dizertacijo, malo predelano, to je prva dizertacija na Slovenskem s področja mladinske književnosti. Leta 2004. Potem smo 2005 izdali drugo našega zelo tesnega sodelavca, velikokrat je vodil tudi naše simpozije, zelo uglednega poznavalca mladinske književnosti, torej doktorja Igorja Sakside, Bralni izzivi mladinske književnosti. V glavnem so objavljeni teksti, ki so izhajali v reviji Otrok in knjiga, pa še razširjeni, pa še kakšen dodan. Potem smo naslednje leto izdali Poetičnost zvoka, Rosanda Sajko, ena najbolj znanih režiserk radiofonskih iger v Sloveniji. Sicer mogoče vam bo bolj znano žena znamenitega režiserja Mileta Koruna. In ta knjiga je veljala za prvo tovrstno knjigo sploh v Sloveniji z področja radiofonije, radiofonska torej igra, ne. Odlična. In potem smo izdali še eno, ki pa jaz danes doma slučajno nisem našla, ker sem jo nekomu posodila, ker je zelo v uporabi, torej doktorica Dragica Haramija, profesorica na Pedagoški in filozofski fakulteti v Mariboru, 7 pisav, ne, 7 avtorjev sodobne mladinske književnosti. Tudi večina člankov je išla predtem v reviji Otrok in knjiga, potem jih je še dopolnila, ne, ker so v različnih letih izhajali. Zdaj nekatere smo izdali v sozaložništvu, njeno knjigo na primer sozaložništvo s Pedagoško fakulteto, ne, Igorjevo sozaložništvo z eno založbo. No, potem pa je bilo leto 2008, ko veste, da se je začela kriza, nam so začeli proračun zelo rezati in tako smo padli. Leta, ko smo to izdali, smo imeli proračun na primer še 16.500 evrov takrat, potem smo pa padli na 6.000 evrov. Ne?
In smo že mislili, da bomo morali iti v elektronsko verzijo revije, da sploh ne bo denarja za revijo. Vmes so marsikaj spremenili, tudi na ministrstvu, ne, tako da revija ni več v tisti skupini, kot je. Zdaj imamo tudi limitirano, koliko sploh lahko dobimo največ. Če nam dajo največ, je to 10.000 evrov. Ne. Padli smo pa izpred 10 let 16.500. Ne. Kar seveda pomeni, da vse take dejavnosti so odpadle, ni bilo več kaj razmišljati o tem. Ampak seveda pravijo, ko se zaprejo ena vrata, se odprejo pač vsaj kakšno okno. Smo se pa začeli zato bolj povezovati z različnimi drugimi društvi, ustanovami, pa skupaj prirejati. Tako smo naš letošnji jubilejni simpozij, oziroma lanskoletni, novembrski, pač izvedli prvič v Ljubljani, čeprav je bil naš jubilej, skupaj z Bralno značko Slovenije, skupaj s knjižnim sejmom, zato da smo ga sploh izvedli. Pa se je imel določene tudi prednosti. In je bil tudi zelo dober. Zelo ja. odmeven, zelo dobro obiskan, dobro promocijo je imel. Ampak to je posledica, ker mi pač nismo imeli denarja. Drugače bi ga verjetno naredili v Mariboru, jaz si predstavljam. Ja, saj najprej smo načrtovali, pa pač. Ja, tako da, ampak zdaj smo v teh povezavah zelo močni, z vsemi temi, tako da se da marsikaj skupaj potem izpeljati. Tudi za Bologno, veste, da se pripravlja gostovanje Slovenije na največjem sejmu otroških knjig v Bologni. Bologno mi redno obiskujemo, jaz kot urednica redno tudi, in smo letos izdali slovenska sekcija IBI, to Združenje za mladinsko književnost, že eno tako knjižico, promocijo vseh akterjev na področju mladinske književnosti, in revija Otrok in knjiga je seveda not. In revija Otrok in knjiga bo sodelovala na tej promociji Slovenije v Bologni, tudi na konferenci. Tudi na konferenci bo izpostavljena bo tudi letos v Frankfurtu, na frankfurtskem sejmu. Tako da je kar nekaj teh aktivnosti predvidenih. In zdaj nas več ne spuščajo, zdaj že oni vejo, da pač... No, saj revija je bila že nekajkrat razstavljena v Bologni. Tudi je bila v Bologni in Bratislavi, ja, in Münchnu. Ja, ampak jaz pravim, zdaj po 50 letih super, je v redu, kar smo dosegli, ampak seveda ne smemo stagnirati. Tu se še marsikaj da narediti in seveda je treba imeti vizijo, kam naprej. In jaz želim reviji, ker midve, nismo vam povedali še zanimivega podatka, midve se obe poslavljava. Saj ste že nekajkrat slišali, zdaj 40 let je ona tu. Ja, ne vem, če čisto vsi vejo, ampak midve greva obe 1. februarja v pokoj. In seveda je to najin zadnji javni pogovor. In Mariborsko knjižnico bo prevzel nov direktor, ki je danes že tukaj z nami, to je seveda Klemen Brvar, in uredništvo bo pa tudi šlo druge roke. Tako da, ja, zdaj, ko ste rekla Klemen Brvar, bi morala še enega učitelja omeniti. Prej, ko si rekla literarne pogovore, je bil nedvomno moj velik vzornik in učitelj Andrej Brvar, ki je bil moj sodelavec 10 let. Bil prepoznaven moderator literarnih večerov. On je bil prepoznaven moderator in mene je on uvedel in on učil delati literarne večere. Učil me je brati, prosim. Jaz sem zelo dobro brala, ampak on je bil, mnogi nastopajoči zelo radi berejo zelo poduhovljeno, takoj ko stopijo na oder, pač ko
prebirajo ali poezijo ali prozo, so kar čist poduhovljeni. Tega me je Andrej odvadil, ne. On me je vedno znova opozarjal, bodi čim bolj normalno, Meri, naravno, ker to je grozno. Ne. In mislim, da sem res precej spremenila takrat način podajanja literature in tudi vodenja literarnih pogovorov. On je tudi dejansko imel vezi, prijateljske vezi z vsemi temi pisatelji, ki smo jih potem mi v knjižnico dobili tudi po njegovi zaslugi, ker če je on poklical, ne, je seveda se to kakšno veliko ime takoj odzvalo pozitivno. On je zelo odpiral vrata, ne, nam in me je res ogromno tudi naučil. Tako da še to srečo sem imela, ne, res v knjižnici, tudi z Andrejem. No, Darka, tako za konec pa vseeno ne moreva mimo tvojega pedagoškega dela ali pa lahko rečemo kar pedagoškega erosa. Še nedolgo nazaj si mi vsa v žaru razlagala, na kak način ti sploh nisi imela problemov pritegniti svojih dijakov k literaturi, k temu, da so ti prisluhnili. Daj povej kaj o tem, no. Ja, veš kaj, tu so moji, zdaj moram, to sem tebi rekla, tukaj pa sedijo moje bivše sodelavke in moram zdaj pa čisto pošteno povedati, ne. Mene je profesorica Glazerjeva naučila tudi tega, to se spomnim, da mi je rekla. Ko boš predavala, če boš v razredu imela 5 poslušalcev, ki te bodo gledali z ognjem v očeh, bodi zadovoljna, nikoli ne boš imela vseh. Poskrbi pa, da bo teh 5 oči vedno, če se le da, vedno drugih, da ne bodo stalno iste. Ne? In tako je tudi bilo. Seveda sem imela probleme, nekaterih se nič ni kaj prijelo, ampak res pa sem v vsakem razredu uspela koga kdaj premakniti. Včasih več, včasih manj, ne? Ampak vsako leto so bili res taki, ko sem jih premikala, ne, Metka, skupaj smo jih, tudi profesorje v zbornici, mnoge navdušila za kakšne literarne pogovore, da so se udeleževali, da smo se pogovarjali, vseh pa ne, seveda ne, veš, da ne, kje pa, niti slučajno. Ampak mogoče se ti pa zgodi vsake toliko časa kakšen tak zelo lep poklon. Pred kratkim sva bila z možem v Mercatorju, pa tam, ko sadje tehtaš, je en mladenič ali pa moški tak, mogoče okrog 30, krožil okrog mene, pa sem mislila, da mu grem na živce, da pač prepočasi tehtam, ne, pa sem se omaknila, pa sem rekla, izvolite, ne. Pa se je za mene postavil, pa čakal tam, pa sem mislila, joj, ne, prav malo nervozna sem postala. Pa sem še manjkrat rekla, izvolite, ne. Ne, je rekel, jaz bi vas rad samo pozdravil, ne. Je rekel, veste, jaz sem bil vaš dijak. Nisem bil dober, ne morete se me spomniti, ne. Je rekel, ampak vi ste bili pa moja najljubša učiteljica, ne. Če to ni poklon. Ja, se rečem, pa če to, no, in potem sem rekla, veste kaj, če mi boste, ne, če me to, pa mi lahko kadarkoli me v mestu srečate, poveste, ne, kjerkoli me lahko ostavite, ker ste mi dan polepšali, ne. Mislim, to dobiš tudi, tudi kolegice dobijo to, vsake toliko časa dobiš kakšen tak cukrček, ne, ko ti je fino, ne, če si koga, mislim, pa da je kdo začel brati, pa ne, tudi taki, ko mogoče drugače ne bi, ne. Ampak pedagoški poklic, bi jaz rekla, jaz sem imela pol, ne, ker toliko še morava povedati, s tem se pa moram pohvaliti, ker to sem pa zdaj gledala, ko sem tebi pripravljala statistiko, ne, da sem jaz 7 let urejala revijo v svojem prostem času. Nisem imela nič polovičke, ne. V času, ko sem bila na fakulteti, je to bila moja prostočasna okupacija. In potem, ko sem prišla na gimnazijo, sem imela polno obvezo in je bila revija še vedno moja prostočasna dejavnost. In nobena številka ni zamujala. In simpoziji so bili, potem pa sem leta 96
si bila že ti takrat direktorica, ne, rekla, da ne morem več. Da zdaj bom pa revijo pustila, ker ne morem več. Ker šola, polna zaposlitev v šoli, ne vem, 24 ur tedensko in revija, da ne morem več. Tudi nikamor nisem mogla iti na nobene dogodke, ne, ker v šoli si vezan, enkrat na leto, dvakrat ti že pustijo, ne moreš pa ti vsak četrtek ali pa petek nekam iti, ne. In potem si ti seveda zelo urejala, da si uredila to polovičko, da sem jaz lahko bila polovico v šoli, polovico pri reviji. In seveda, ne, to ni bilo čist preprosto usklajevati včasih, ne. Bili so termini, ko je na isti dan bilo kaj, ne. Ampak na splošno pa ste mi oboji šli na roke in v šoli so znali to ceniti, to energijo, ki jo prinašaš in mislim te literarne povezave in dijaki so hodili, ne, na literarne večere in vključevali smo jih v naše simpozije, nastopali so na naših simpozijih, ne. In vi ste znali tudi to ceniti in znali ste biti tudi tolerantni, ne, ker moraš biti tudi toleranten pri tem, ker včasih so seveda, ne, so stvari sovpadale. Tako da jaz bi zase lahko rekla, da ne, če bi ti mladi, ki danes sodijo, bi rekla, da finančno nisem imela kaj dosti od tega, ne, tako mladi danes pač rečejo, ne, ampak ostalo drugo bogastvo sem pa dobila. In sem za to bogastvo, ki mi je bilo dano ga dobiti z mojim poklicem, zelo hvaležna. Tako se mi zdi, da sem imela bogato življenje in da ne bi ničesar kaj spreminjala. Tudi tiste stvari, ki so bile kdaj trpke. Ja. No, to je bila pa lepa misel zdaj za konec. Jaz mislim, da sva obdelali in da je ravno pravi čas, da zaključimo, že malo čez, ne? Ja, tako da, Darka, jaz se ti res lepo zahvaljujem za to odprto in tako prijazno predstavitev in ti seveda želim, da ostajaš še naprej taka, kot si, da se bogatiš na drugačen način. Zdaj seveda ti si reviji dala svoj pečat, drug tvoj naslednik ji bo moral dati spet svojega. Takšno je pač življenje, ampak jaz ti zagotavljam in tukaj apeliram tudi, ker tudi jaz se poslavljam na mojega naslednika, da naj ima to v zavesti. Revija mora ostati in promovirati mladinsko književnost naslednjih 50 let. Tu ni nobene dileme. Tudi jaz sem imela učiteljico Darjo Kramberger in verjemi, da sem med prvimi pouki dobila informacije in to energijo, kaj pomeni revija. Čeprav sem se ukvarjala z odraslimi bralci, sem bila v službi za odrasle bralce, sem ves čas bila ob strani reviji in bila pri vseh pogovorih zraven. Tudi ko nas je zapuščala založba Obzorja, ko so nas zapuščali sozaložniki in ko nama je Jelka Gazvoda v Mestni knjižnici Ljubljana rekla, revija Otrok in knjiga sodi v mariborsko knjižnico, ne trudi se iskati sozaložnikov, zato morate vi sami poskrbeti. Takrat smo dejansko šli pa res v čisto samostojnost, ne. In jaz mislim, da je bila to prava odločitev, tako da reviji in knjižnici želim vse dobro. Ja, obe, ne? Hvala lepa.